Za nami je posvet o digitalni dostopnosti z naslovom Digitalni svet brez ovir, ki je potekal v Državnem svetu. Udeleženci so pod drobnogled vzeli Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je začel veljati leta 2019, ter druge zakone, kot sta Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide in Zakon o javnem naročanju. Ugotovili so, da se kljub veljavni zakonodaji o digitalni enakosti in vključenosti oseb z invalidnostjo zakoni ne izpolnjujejo dosledno in ne dosegajo svojega namena. To je v bistvu en prvih ozaveščevalnih dogodkov na tem nivoju, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Državnim svetom Beletrino in Nacionalnim svetom za invalidske organizacije Slovenije. In želimo narediti to prvega med mnogimi še, ki bojo prišli na to temo. Se pravi, moramo po področjih se močno skoncentrirati na to, kje in kako je mogoče izboljšati digitalno dostopnost, ker namreč zakonodaja in obstoječa in aktualna, trenutno prihajajoč Zakon o dostopnosti produktov in storitev za invalide to močno poudarja. Mi smo pa tukaj v Sloveniji na tem področju še zelo deficitarni in želimo to s tovrstnimi ozaveščevalnimi dogodki spodbujati in razvijati. Današnji dogodek je zelo pomemben za Slovenijo, namreč gre za to, da bomo osveščali Državni svet o tem, kaj je digitalna dostopnost in kako pomembna je dostopnost tudi za Evropsko komisijo. Slovenija ima zelo veliko primerov dobre prakse, in na katere smo lahko ponosni. In predvsem te primere dobre prakse bom tudi predstavili danes na tem državnem posvetu. Mi smo mislili predstaviti najprej samo 5 glavnih, smo pa ugotovili, da imamo kar 18 primerov dobrih prakse, ki jih bomo predstavili Evropski komisiji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je ocenjeno, da je med prebivalci Slovenije skoraj 13% invalidnih oseb. Več kot desetini prebivalstva torej grozi, da ostane izključena iz povezanosti, je poudaril predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki je dodal, da je v današnjem času brez uporabe spleta, mobilnih aplikacij in digitalnih rešitev skoraj nemogoče delovati. Spletna dostopnost je izjemno pomembna za naš čas. Živimo v eri digitalizacije, torej v času, ko brez interneta pravzaprav težko opravljamo najrazličnejše življenjske funkcije. Tudi zabavamo se preko interneta, iščemo kontakte, informacije, različne vsebine in seveda je zelo pomembno, da nam je splet dostopen. V Sloveniji, kakor tudi v Evropi, imamo stvari na neki zakonodajni ravni dobro urejene. Imamo recimo Zakon o dostopnosti spletišč javnega sektorja, ki določa precej stroge pogoje, kako morajo biti spletišča dostopna. V praksi pa opažamo relativno slabo izvajanje zakonodaje, kakor tudi slabo ozaveščenost javnosti o pomenu te tematike. Zato želimo z današnjim posvetom opozoriti tako odločevalce kot širšo javnost, da je ta tema izjemno pomembna. Moramo se zavedati, da največ težav imajo tukaj senzorni invalidi s senzornimi težavami, kot so gluhi in slepi. Spletne strani v veliki večini niso prilagojene, kljub temu, da spletna stran na prvi pogled deluje lepa, uporabna in tako naprej, ampak samo uporabnost lahko potem vidimo šele skozi uporabniške oči, se pravi, ko se priklopi gor gluh oziroma slepa oseba. Velikokrat se zgodi tudi to, da so, prijave na določene seminarje, na sestanke, kakorkoli potekajo spletno. Želijo sodelovati tudi slepe osebe, ampak se ne more prijaviti, ker obrazec je dejansko nedostopen. Njihov program, ki bere, ga ne zazna, tako da se mi zdi, da je to popolnoma nesprejemljivo, da v času digitalizacije ne upoštevamo tudi ranljivejše skupine, ki morajo imeti seveda enakovredne možnosti udejstvovanja na javnih dogodkih. Kar se tiče dostopnosti za osebe z različnimi oblikami oviranosti, predvsem za gluhe, bi si morda želeli na nek način večjo odzivnost gluhih
do tega, da si želijo imeti določene predstavitve informacij v njihovi obliki. In sicer tako, da sami dajo pobude in želje, da potrebujejo določene informacije v obliki, ki je primerna njim. Ali je to v podnapisi, ali je to v znakovnem jeziku. Namen posveta je bil tudi osvetliti aktualno stanje digitalne dostopnosti v Sloveniji in nasloviti izzive s terena ter predstaviti izkušnje s prilaganjem dostopnosti spletnih strani. Udeleženci so predstavili delo in rezultate inšpekcijskih služb pri nadzoru dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter dejavnosti za spodbujanje in omogočanje digitalne dostopnosti na nacionalni in evropski ravni.